Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o železnih srajcah. Navade. Kakšne navade imamo? Pa bi človek rekel, ja, pa saj nimam nobene razvade. Ampak v bistvu navada je nekaj, kar nas prisilja, oziroma to je tisto, kar delamo ponavljajoče. Zadnjič, ko sem poslušala Kriona, sem zapisala stavek. Ponavljajoča zavest v akciji ustvarja nove pogoje. In v glavnem, kaj je to ponavljajoča zavest v akciji? In dejstvo je, ko sem poslušala naprej, sem rekla, pa je čista resnica. V glavnem, ponavljajoča zavest v akciji pomeni nekaj, kar imamo ves čas v sebi noter. Recimo, nekaj let nazaj, preden smo imeli vsi maske čez obraze, so mi otroci rekli, da nisem normalna. Sem rekla, zakaj nisem normalna? Sem rekla, ti greš na Petrol ali pa na bencinsko črpalko, tankaš bencin in potem greš noter in se presmeješ ven. Ti se ves čas smehlaš. In v bistvu to je navada. Pač jaz sem nasmeh. Ves čas, pač nasmeh. In nekdo drug ima pa navado, da je žrtev dneva. In se že nekaj najde, zaradi česa je žrtev in se mu ves čas dogaja kup slabih stvari, ker je v bistvu njegova ponavljajoča zavest v akciji je potreba po žrtvi. Danes me je poklicala ena gospa in je imela kar precej težav in je sicer pričakovala, da ji bom dala nek tehnični nasvet, kaj naj ona naredi za pekoč jezik, težave z želodcem, težave s ščitnico, pa da jaz naredim tako eno zadevo, to vzem pa bo dober. Ampak kakorkoli, niti nisem čutila, da bi priporočila kakšna prehranska dopolnila, zato ker v osnovi njena težava je njena psiha. Pa je rekla, pa imam slabo prebavo, pa sem se zredila in tako naprej. In vse skupaj kaže na to, da ima tukaj zategnen, da ima od spodaj črevesje zategnjeno in da v bistvu vsi strupi vstajajo noter, tega ne izrazi, zato jo jezik peče, želodec jo peče in enostavno sem rekla, in kako ste pa vi v partnerskem odnosu? Ja, saj sva midva sva kar srečna. Ja, edin mama, zaradi mame vsake toliko časa zgubim živce, ampak drugače ne, saj smo v redu. Ja, ne mi govori, da ste v redu, če imaš ti toliko težav. Se pravi, gospa, verjetno ima potrebo potem, da opravičuje slaba dejanja drugih ljudi in da za vse, kar se dogaja, pač krivdo jemlje na sebe. Tako da seveda sem ji potem skušala v parih besedah povedati, da bo treba priti do podzavesti, bo treba se dokopati do tam noter, kaj povzroča vse te njene težave. Se pravi, moram biti tiho, ne smem nikogar prizadeti, ne smem izražati in tako naprej. No in njena ponavljajoča zavest v akciji je, moram biti pridna, ustrežljiva, moram za vse poskrbeti, da bojo vsi srečni. No in na ta način vedno sebe pripeljemo do točke, ko enkrat telo ne zmore več. In ko telo ne zmore več, začne odpovedovati. In lahko pripeljemo sebe, ali pa določene ljudi poznam, ko so svoje telo pripeljali do popolne izgorelosti. Za vse ostale poskrbeti, jaz sem pa že še dober, jaz sem pa že še dober, dajmo malo stisniti, pa bo že dober. No in v glavnem tukaj noter bomo mi mogli začeti spreminjati navade. Danes sem pač eno snemanje smo imeli in smo se pogovarjali o tem, kako smo slovenska ženska še zmerom programirana na to, saj zmorem. Zavihati rokave, odnest, zmorem, bomo zmogli, Ampak po drugi strani pa naše južne sosede, majčkeno čez pogledaš čez mejo, pa tam, dušo, dal možeš, Čist drug pristop do vsega je drugačen pristop, zaradi tega, ker je ženska vseeno drugače sebe ceni. No, zdaj pa poglejmo naprej, to je notranja samovrednost. V bistvu notranja samovrednost je povezana s prvo čakro, z drugo čakro, kako stojim v tem svetu. No, naslednja stvar je pa tukaj pomembna, da pa jaz pridem do srčne čakre, se pravi, moram najprej počistiti
temeljna prepričanja, kdo jaz sem, kako moram biti, kako me drugi vidijo, ali pa se obremenjujem s tem, kako me drugi vidijo in kako jaz sebe sprejemam. To so temeljne čakre. Pa pridemo do srčne čakre, ki je pa povezana z ljubeznijo do drugih. Ne? In vemo, da nekateri ljudje imajo močno izraženo prvo srčno čakro in tukaj se bo spet gospa, ki jo poznam, ki so zadnjič o tem govorili, ko je imela, tukaj v Slovenijo je prišel master Hektor in se je ena gospa javila, da izmeri čakre in on gre od vrha, reče, wow, kronska čakra žari, grlena čakra žari, vse žari, tukaj tretje oko žari, pride do srčne čakre, žari, pride tukaj do solarnega pleksusa, izpraznjeno. In v bistvu prvič jo je srečal, prvič jo je videl, je rekel, vi ste ljubeča oseba, pa vem, da se zdaj smeji, ker spremlja videe, ljubeča oseba, vse bi za druge naredila, ampak samo vrednotenje, samo vrednost vam pa manjka. In zato, kdor želi biti v ravnovesju, mora najprej sestaviti svojo vrednost, da lahko stoji. No, potem, ko smo pa pri tej srčni čakri, ljubezen do drugih, vsem želimo samo drugo, pa ali dobro se smehljamo in tako naprej. Zdaj pa ne trik, kar ni trik, ampak en namig, kako lahko hitreje aktiviramo srčno čakro in da se aktivira tudi kronska čakra. V glavnem, ko jaz občutim lepoto stvarstva, ko grem ven in se mogoče samo sedem poleg vode in opazujem ta ples vode, poslušam, ko v bistvu samo tam sedim in wow, kakšna božanska lepota. In ko se oglasim na ta ritem narave, se aktivira moj notranji potencial. In vsakič, ko jaz vdihnem ta ritem matere Gaje, zemlje, ko začutim to njeno lepoto in to vdihnem, preko vdiha se veča moja energija, dobesedno se s tem povečuje moje energetsko polje. Se pravi, s tem, z mojim vdihom, se uskladim z ritmom narave. Zdaj pa pomislimo, za vse tiste, ki smo mame, ki veste, kakšna vez je mama-otrok. Ko se dojenček rodi in, dobro, pri ta malih dveh sem bila jaz doma, ampak pri Sari, pri starejši sem pa delala. In se je lahko zgodilo, da sem bila v Ljubljani na sestanku, ko se je otrok zaželel piti, se pravi, ko se je zaželel dojenja, je meni začelo iztekati mleko. Veste, kakšna vez je to mama-otrok? Zdaj pa po drugi strani pa, mi smo pa tukaj na zemlji, mater, ki nas hrani, je Gaja, zemlja, pač zemlja nas hrani. In to je neverjetna vez, ravno tako na energetski bazi, ampak samo to je razlika, da smo mi razštelani. Mi enostavno nismo uglašeni na ta ritem matere zemlje. In z vdihom, a veste, v kateri knjigi je to opisan? Celestinska prerokba, prvi del, pa potem drugi del, Skrivnost Šambale. V glavnem tam noter piše, da je to prva širitev, ko ti v bistvu z vdihom vsrkaš energijo zemlje v sebe, lahko se zazreš v drevo in ko vidiš tisto žarčenje okrog drevesa, ti z vdihom lahko posrkaš to energijo v sebe. Ali pa recimo, ko pogledaš s priprtimi očmi proti nebu, ko vidiš tiste pikce, ki miglajo, to je prana iz zraka, ti jo z vdihom lahko vsrkaš vase in se tebi energetska moč telesa poveča. No, to je zdaj druga širitev, se pravi, oziroma prva širitev je ta, da si povečaš svoj energijski potencial z zavestnim dihanjem lepote stvarstva. Potem pa druga širitev pa je, ko se pa začneš preko pričakovanj usmerjati svojo energijo, kaj želiš, da se zgodi. Zdaj pa pomislimo, spet, jaz sem mama. Moj otrok gre ven zvečer in jaz začnem delati scenarij. Kaj, če se mojemu otroku kaj zgodi, kaj pa če bo to, če pade v slabo družbo, če se to zgodi, joj, in tako naprej. Se pravi, jaz s tem delam negativna pričakovanja in v osnovi mojemu otroku tlakujem pot, da se mu lahko kaj slabega zgodi. Ravno tako, ne vem,
Otrok naredi izpit za avto, ali pa nekateri imate že odrasle otroke, pa gre na pot, pa vas skrbi, kaj pa če bo karambol, kaj pa če se mu kaj zgodi. Če se vam to dogaja, da ste ves čas v strahu, kaj pa če se vašemu otroku kaj zgodi, to pomeni, da imate vi podzavestni strah pred izgubo otroka. In to pomeni, da ga vi z zdravilno molitvijo dekodiranja sami počistite. Se pravi, moja pričakovanja vplivajo na to, kaj se mi bo dogajalo v svetu. Moja pričakovanja. In jaz verjamem v to, da stvarstvo me podpira, da mi odpira poti, da srečam ta prave ljudi, da se zgodi točno tako, kot mora biti. Da dejansko, kot bi vozila slalom v tem življenju in pridem vedno do pravih okoliščin, do pravih ljudi, da srečam točno tisto, kar se je moja duša odločila v tistem trenutku tudi predelati, ne nazadnje. No in v glavnem, tretja širitev je pa povezana s tem, da v bistvu v to večjo sliko vključimo druge ljudi. In zdaj pa kako to naredimo? Ne, da si jaz predstavljam že končen rezultat, kako bom nekoga najdla, ki bo, ne vem, moje knjige prodajal in kako bo to šlo. Ampak, da ko nekdo od teh ljudi pride v moje polje ali pa se zmenim za nek sestanek, da že vnaprej pozdravljam svetlobo v njem. V vzhodni kulturi imajo pozdrav Atma Namaste, pomeni pozdravljam dušo v tebi. Če ste gledali Avatar, v tem filmu so se pozdravljali tako, vidim te, vidim te iz tretjega očesa, vidim te, se pravi, vidim to, kar ti si. In sploh na koncu, glih zadnjič smo gledali ta film, na koncu, ko ta Jack pač umira, ko ona pride do tega njegovega telesa, človeškega telesa, ta avatarka, in mu reče, vidim te, ker ona vidi dušo v njem. In dejstvo je, da imamo vsi dušo v sebi, samo nekateri imajo to pač svetlobo toliko ukinjeno, da izgleda, da nimajo nič svetlobe v sebi. Ampak še vedno imajo to svetlobo nekje, močno zagrnjeno, zapacano, ampak še vedno s tem, ko mi pričakujemo od drugih ljudi najboljše, iz njih izvabimo najboljše. Pač te stvari grejo na ta način. In s tem vplivamo na sinhroniciteto, se pravi sinhronost dogodkov, da enostavno ima človek potem občutek, da se mu vse sestavlja, da vse gre, da vse šiba, da wow, ta ima pa srečo v življenju. Ja, nekateri imamo srečo v življenju. In zdaj, tako, če bi glih danes, ko sem se pogovarjala z eno gospo, je rekla, kaj pa pri tebi ljubezensko življenje, sem rekla, vem, česa ne želim in vem, da to, kar po božanskem načrtu, ki mi je namenjen, prihaja. Zdaj, s kakšno hitrostjo, sploh ni pomembno, s kakšno hitrostjo, zato ker jaz vem, kaj pričakujem ali pa koga pričakujem. In točno vem, česa ne želim. Tako kot leta nazaj, ko sem zapustila službo, a veste, da je to zdaj letos že 30 let, kar sem pustila redno službo. V glavnem, 30 let nazaj, ko sem pustila redno službo, sem točno vedela, česa ne želim več. Jaz sem točno vedela, da ne želim več delati za rešetkami. Pač to je nekaj, kar ni zame. Delovnik od 6 do 2, od 7 do 3. Enostavno to ni zame. Jaz sem ustvarjalka, jaz grem s tokom, imam dan, ko kar leti in so dnevi, ko rabim več časa za sebe, ko sem v svojem ritmu, ko enostavno rabim nahraniti najprej mene od znotraj, da lahko potem ustvarjam. Glejte, če čutite, da ste mogoče kakšen lonček prerasli, da je to lonček pomeni kakšen odnos, lahko to je služba, lahko to je partnerski odnos, to ni nič narobe, če prerastemo. Ampak dejstvo je, da druge ne moramo prisiliti k naši rasti ali pa k njihovi rasti, ampak je bolj pametno, da če vidite, da ste povsem prerasli neke odnose, da se zahvalite za izkušnjo in da greste naprej. In ja, glejte, zdaj, če gledam partnerski odnos, če bi bila jaz obremenjena s tem, kako bom pa sama,
zdaj pa moram takoj nekoga najdati, se ženska sama pa ni nič uredila in tako naprej, bi šla v lov za nekom in bi rekla, spet nisem imela sreče. Veste, in jaz vem, da ko delam na sebi, ko čistim sebe, ko delam na svoji podzavesti, da dejstvo je, da ko dvigaš svojo vibracijo, enako gre z enakim. In da lahko po takem, ker višaš vibracijo in ne kar delam na sebi, ne da umetno dvigujem neko vibracijo, pa se jaz sem duhovna, po zakonu privlačnosti itak pridejo pol taki ljudje v tvoje življenje, ki resonirajo na isti vibraciji. V to sem res prepričana. No, včeraj sem pa z eno mojo prijateljico govorila, je pa rekla, zdaj ona bere knjigo Vrnitev golobice, zdaj ta knjiga je v osnovi skripta. Zgleda takole, Vrnitev golobice, pač skripta, in tukaj noter je opisan steber luči. Zdaj pa kaj je ta steber luči? Poglejte, za takrat, ko veste, da ste v nekih odnosih, ki so zelo intenzivni, ki vas močno šolajo, takrat v bistvu potegnete steber moči za svojo osebno zaščito. Zdaj imam tukaj knjigo, Ko imajo duše žur, ker vam želim pokazati, kako izgleda ta steber moči. Sem tukaj, da najdem, ker to pomeni, da mi v bistvu lahko kadarkoli se povežemo s svojo božansko kodo in dobesedno potegnemo energijo, ki jo je duša shranila, čakajte, zdaj ne vem točno, kje imam to, ki jo je duša shranila, in potegnemo to energijo v svoje polje. Zdaj pa kaj to pomeni? Glejte tukaj. Tukaj, v glavnem, tole je vzročno telo, tukaj gor, in to je višji jaz. In tukaj gor so shranjena vsa naša dobra dela. In v bistvu mi kadarkoli lahko gremo v steber luči in potegnemo v tale svoj mehurček energijo, ki je shranjena tukaj. Zdaj, kako to naredimo? Ni treba nič posebenega, ampak samo izgovarjate. Okoli sebe vzpostavljam steber luči, ki me ohranja nevidno, nepremagljivo in neranljivo za vse, kar ni od Kristusa. Zdaj pa dajmo majhen spremeniti v pozitivno. Okoli sebe vzpostavljam steber luči, ki me ohranja celostno, ki me ohranja veličastno, ki me ohranja veličastno, še enkrat, in odbija v sebe vse, kar je od teme. In ohranja vse, kar je od Kristusa. Gre se za to, da to bom poskusila predelati, tako da bo to enemu takemu jeziku, da bomo lahko to ponavljali, ampak gre se za to, okoli sebe vzpostavljam steber luči, ki me ohranja celostno, ki me ohranja veličastno. Okoli sebe vzpostavljam steber luči. In to pomeni, da ta steber luči nas dobesedno zaščiti pred vsemi vdori temnih, nizkih energij. Enostavno ta steber luči je tisti, ki dobesedno sežge vse tisto, kar je od strahu. Še naslednja stvar, če hodite v neke odnose ali pa če imate okrog sebe neke odnose, ki so intenzivni, mogoče res drobno nasvet, dajte si alufolijo poravnati na tak kvadratek približno in si ga nalepite na napopek. In v bistvu s tem se direktno odbija vse tisto, kar pripada temi, stran od vas in ne vstopa v vaše polje. Sploh takrat, ko greste na neke sestanke, ko veste, da v službi seka na vseh koncih, takrat naredite v bistvu en tak neprebojen plašč. In še en nasvet, jaz to zjutraj delam pri meditaciji in sploh, če imam kakšen sestanek ali pa kaj takega, prosim, da v tist prostor vstopijo pred mano nadangel Mihael, nadangel Rafael in moj vodnik, moja vodnica nadangel Ariel. In jih v bistvu že pošljem v tist prostor, da oni tam pripravijo prostor, se pravi, ko jaz pridem tja, da so sčiščene energije. In to lahko naredite tudi, če imate dolgo pot pred sabo. Prosite nadangela Mihaela, da vam sčisti pot. Če menjate službo,
prosite vašega vodnika, lahko tudi angela varuha, da gre in da vam pripravi ugodne rezultate, to, kar je v najvišje dobro vas in te druge duše, ki je na drugi strani. Pač prosite angele za pomoč, prosite vnebovzete mojstre in boste videli, ta duhovni svet je tukaj zato, da nam pomaga. Tukaj zato, da nam poda roko. Mi nismo sami, imamo pa svobodno voljo in sami odločamo, a jih bomo poklicali za pomoč ali pa jih ne bomo poklicali za pomoč. Ali se smo odločili, da bom vse sama, a ne, pust me vse sama. Moja ta srednja hčerka, ko je bila stara 2 leti, pa še majčkeno, se je odločila, da bo čez noč suha, da se bo nehala dojiti, da bo vse sama. In ker ni znala govoriti, je govorila tako, pesti stiskala, pa je bilo tut, ne, velika tunta tam. In to je pomenilo, pust me, velika punca sem. In glejte, ta velika punca sem, mogoče pa je pametno kdaj koga prositi za pomoč. In sploh takrat, ko vidimo, da so neke situacije, ko res na vseh koncih seka, dajte poklicati steber, luči okrog sebe, prosite nad angele, da vam očistijo pot, da sčistijo prostor, da zaščitijo vas, boste videli, čudeži se res dogajajo. In ko boste začeli opazovati svetlobo v drugih ljudeh, boste videli, da naenkrat se bojo stvari začele urejati res v najvišje dobro vseh. Tako da dovolite, da se v vašem življenju zgodijo čudeži. A gremo še na neko sporočilo, prehodu na vodovo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo za vse tiste stare duše, iskalce luči, nosilce luči na to zemljo, za vse tiste, ki delate korake na osebni rasti, kaj je ta trenutek za vas pomembno, da slišite, da ozavestite in da pride v vaše polje. Odpustite vsem vašim rabljem. Vsi, ki vas šolajo, so zato tukaj, da sprostite delček nakopičene energije. Odpuščam si in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. Prosite angele za pomoč. Je normalno. Angeli so tu, poslani so mi, da me ljubijo, vodijo, ščitijo in pomagajo. In nova pot, pred vami se odpira nova pot. Dovoljujte, da končni rezultat preseže vsa vaša pričakovanja. Nahajate se na pravi poti. Tako da, korajžno naprej, zaupajte, stvarstvo je tukaj, da vam odpre pot, samo vi morate dovoliti, da nove možnosti pridejo v vaše življenje. Pač dokler se življenja uklepamo kot pijanc plota, ne morejo priti nove priložnosti. Ker tukaj je zanimivo, te Ošutove karte pa prišla tale, lejte, možnosti. Poletite. Čas je, da poletite in, lejte, ko samo dvigneš krila, se začnejo res dogajati čudeži. Uživajte in naj vas pri vsem, kar delate, podpira Božji blagoslov.